Imate 10 do 30 minut po obroku občutek napihnjenosti v zgornjem delu trebuha in občutek, kot da ste pojedli žogico. Se to dogaja tudi po majhnem obroku? Težko prebavite mastne jedi in jajca? Ste opazili spremembo v apetitu in zjutraj niste več lačni? Tu nam lahko pomaga artičoka, ki v zgornjem delu trebuha ustvari občutek fantazije. Zlasti gospe jo zato pohvalijo. Zakaj ravno gospe? Gre za povezavo z legendo? Artičokino drugo ime je činara ali po latinsko činara scolimus. Po egejski legendi je bila činara očarljiva mlada ženska iz otoka Zinari. Bog Zevs je bil na to lepo žensko tako očaran, da jo je spremenil v boginjo. Vendar je činara pogrešala svoj dom in mamo, zato jo je na skrivaj obiskala. Zevs se je razjezil in činaro spremenil v rastlino artičoko, kot jo poznamo danes. Morda je ravno s tem ohranila nesmrtnost, saj številnim ženskam pomaga, da se počutijo očarljivejše in lepše, ko zaužijejo njene liste. Artičoka deluje močno holeretično in holagogno, to pomeni, da poveča tako nastajanje kot izločanje žolča. Jemljemo jo najraje pol ure pred obrokom, če pa na to pozabimo, pa lahko tudi po obroku, saj grenčine spodbujajo prebavo. Se spomnite Zevsove jeze? Jeza je povezana z jetri. Artičoka ugodno vpliva tudi nanje. Spodbuja tudi apetit. Večje nastajanje in izločanje žolča pripomore k odpravi zaprtja. Žolč blago draži črevesje in s tem pripomore k odvajanju blata. Za večji učinek pri zaprtju artičoko kombiniramo z vlaknino glukomanan. Ekstrakt artičoke v brezalkoholnih kapljicah Soria Natural jemljemo 3-krat na dan po 1 ml. Če imate žolčne kamne, vam je manje, odsvetujemo. Artičoka je vsestranska rastlina in ugodno deluje tudi na povišan holesterol in trigliceride. Pri tem je še zlasti učinkovita kombinacija s kvasovkami rdečega riža in kanarsko travo. V naslednjem posnetku bomo govorili o notranjih parazitih in rešitvah zanje. Težave so pogostejše, kot si morda mislite. Kakšne so in katere rešitve zanje ponujamo, si poglejte v naslednjem posnetku.